Danes sem javno pisno pozval predsednika Računskega sodišča, gospoda Šoltesa, da končno reče svoje mnenje, reče svoje stališče in pove, ali so bili posli z najemom Nacionalnega preiskovalnega urada sklenjeni med ministrico za notranje zadeve gospod Kresalovo in gospodom Pogačarjem transparentni ali ne, ali je tukaj šlo za kakršnekoli nepravilnosti. Zakaj sem to storil? Te dni mineva leto dni od interpelacije zoper ministrico Kresalovo. Tema tiste interpelacije je bila v pomembnem delu tudi najem Nacionalnega preiskovalnega urada. Znano je, da najemnina, ki jo plačuje Ministrstvo za notranje zadeve, mesečno znaša 136.000 evrov. Gospod Pogačar pa plačuje 125.000 evrov za kredit, ki ga ima, po 20 letih pa bo stavba tako ali tako njegova. Ostane mu torej 11.000 evrov mesečnega, čistega neto dohodka. Komisija za preprečevanje korupcije pod vodstvom gospoda Kosa se je že lansko leto pričela ukvarjati s tem primerom. Ni ga raziskala, ni podala načelnega mnenja. Ampak je bilo takrat rečeno, da čaka mnenje gospoda Šoltesa. Pred dnevi pa smo na Odboru za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje slišali novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, gospoda Klemenčiča, ki pa je povedal, da je gospodu Šoltesu, predsedniku Računskega sodišča, napisal že 2 urgenci, v katerih ga prosi, da končno vendarle poda svojo oceno stanja. Povedal je celo to, da vkolikor tega mnenja v roku kakega meseca dni ne bo dobil, da bo kljub temu izdal svoje stališče v tem, ali gre v tem primeru za koruptivno ravnanje ali ne. Pri tem je pravzaprav zelo zanimivo, da inštitucije, kot je Kosova komisija, odnosno sedaj komisija gospoda Klemenčiča, inštitucija, kot je Računsko sodišče, potrebuje leto dni in več, da se šteje 3 številke, ki jo zna sešteti pravzaprav vsak osnovnošolc, ki zna šteti do milijona, recimo. Očitno je, da tudi v tem primeru je stvar za politično levico tako občutljiva, da se tega vročega kostanja izogibajo in ga ne želijo stvari pripeljati do konca. Upam, da bo gospod Šoltes čim prej odgovoril, seveda pa še bolj bi si želel, da čim prej poda svoje stališče do tega problema.